Kdo je pa izum žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne štiri. Kako pa znanstveniki vejo, kaj morajo razmišljati, da ne bo eksplodiralo? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. A moram zdaj odgovoriti, ali ne? Konec marca nam je na elektronski naslov pisal poslušalec Rok. Zanimalo ga je, zakaj je slovenščina eden redkih jezikov, ki ima dvojino. Teme, ki je nadvse primerna za zadnjo epizodo pred poletnimi počitnicami, se torej lotimo danes. Da je naša dvojina res nekaj posebnega, potrjuje podatek, da je na območju Evropske unije slovenščina edini državni jezik, ki jo ima. Sicer pa jo najdemo še pri obeh lužiških srbščinah, v standardni arabščini ter pri nekaterih izoliranih starodavnih jezikih, na primer v Avstraliji in na Pacifiških otokih. Dvojino pa pogosto omenjajo tudi tujci, ki se učijo slovenskega jezika. Eled Dudaš je recimo madžarski jezikoslovec, ki je študiral slovenistiko in kroatistiko in se v času študija tudi učil slovenščine in hrvaščine. Pri hrvaščini mu je, pravi, najbolj manjkala prav dvojina. To je bilo res velik izziv, ker sem hotel nekaj reči, da midva greva, ne vem, na pivo ali pa v kino ali kaj takega, ampak tega nisem mogel, moral sem reči, mi gremo. Dvojina pa je zelo všeč tudi zgodovinarju Marku Evansu, ki se je v Slovenijo preselil iz Avstralije. Zdaj sem na nivoju v slovenščini, da lahko res berem in razumem malo boljše slovensko poezijo in da je možno skozi jezik takoj predstaviti, da sva, midva, a ne? Vedno razmišljam, ta pesem v angleščini, just the two of us. Ok, ampak v slovenščini je tako midva. In to je to. Lahko je zelo, zelo enostavno ali zelo, zelo romantično, ko uporabljaš dvojino tako. Da je dvojina zelo uporabna in romantična, torej menita Madžar Eled Dudaš in Avstralec Mark Evans. Če nam je všeč ali ne, podedovali smo jo od naših davnih prednikov, ki so govorili praindoevropščino. To je prajezik, iz katerega so se razvili tako slovenščina kot angleščina, španščina, nemščina, ruščina in številni drugi jeziki. Zakaj se je ohranila ravno v slovenščini, pa nam bo razložila dialektologinja oziroma narečjeslovka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, doktorica Tjaša Jakob. Ja, slovenščina je res eden redkih jezikov, zlasti med indoevropskimi, ki je dvojino ohranil. Razlog je ta, da je bil skozi zgodovino geografsko, politično in družbeno ločeno teh večjih jezikovnih sprememb in vplivov, kajti večina indoevropskih jezikov je dvojino zaradi poenostavljanja govora preprosto izgubila oziroma nehala uporabljati. Glavni razlogi za ohranitev dvojine so trije. Prvi je ta geografska izoliranost, se pravi številna slovenska narečja so se razvijala v nekih izoliranih, zaprtih dolinah ali hribovitih predelih ali pa delih z večjimi preprekami, kot so na primer reke, večja jezera, gozdovi in podobno. In ta naravna izolacija je potem preprečila te hitre spremembe v jeziku in pomagala ohraniti bolj arhaične slovnične oblike, kot je na primer dvojina. Drug razlog je odsotnost enotnega političnega središča. Slovenci smo namreč skozi zgodovino nismo imeli nekega močnega političnega ali kulturnega središča, vsaj ne enega, skupnega, ki bi nam omogočil rabo nekega poenostavljenega skupnega jezika. In narečja so zato dolgo živela svoje neko lastno, dokaj konservativno življenje. Tretji razlog pa je uporaba slovenščine v knjigah. Namreč že zelo hitro smo imeli Slovenci relativno hitro nek knjižni jezik in te Trubarjeve knjige, na primer, in pozneje Prešernova poezija so dvojino bolj ali manj dosledno uporabljale. Bolj ali manj dosledno pa dvojino uporabljamo tudi v slovenskih narečjih, nadaljuje Tjaša Jakob. Najbolje dvojinske oblike pri vseh besednih vrstah uporabljajo v panonski narečni skupini, na primer v prekmurskem narečju, najslabše pa je dvojina ohranjena v primorski narečni skupini, na primer v slovenskem istrskem narečju.
Radio vedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.